Prvo delovno področje SFREZ je k ciljem usmerjen proračun. SFREZ je pripravil solidne vsebinske osnove za drugačno izvajanje proračuna, ki pa v obstoječih pogojih ni smiselno. Prvič, ker zakon ni zakonske podlage, drugič, ker so v novo sistematizacijo resorji samo prenesli star način razmišljanja in priprave proračuna in predvsem zato, ker to v času krize ni smiselno. Če gori streha, se ne ukvarjaš s tem, da sveže prepleškaš fasado, problem proračuna ni njegova usmerjenost, problem proračuna je, da je nerealen in da se sprejema revizija tega proračuna. Drugo področje so strukturne prilagoditve oziroma izhodna strategija. To je pravzaprav neko razmeroma žalostno področje, glede na to, da je bila služba vlade za razvoj ustanovljena prav zato, da bi pospeševala in skrbela za reforme. Dejstvo je, da se je celo leto 2009 vlada kot mačka okrog bele kaše ukvarjala s tem, ali bi se lotila reform ali ne, in takrat zamudila najboljši čas. Najprej, da državljanom, gospodarstvu in sindikatom razloži, da so reforme nujne, in drugič, da bi te reforme delovale tudi protikrizno. Do julija 2009 so tekle konference razvojnega dialoga. Oktobra 2009 so objavili tako imenovane strukturne prilagoditve v letih 2010 in 2011. Decembra 2009 je na pobudo iz kabineta predsednika vlade nastala retrogradna vizija kam po krizi. Marca 2010 je minister Gaspari predstavil alternativno vizijo izhodišča za razvojno strategijo. Končno smo spomladi 2010, torej zelo dobro leto po nastopu vlade, dobili izhodno strategijo in semafor. Zdaj, ključen problem te semaforske metode delanja reform je v tem, da je sicer grafično in PR-ovsko atraktivna, jaz ne dvomim, da bo na koncu vse na tem semaforju zeleno, ampak teži k temu, da je cilj tista zelena lučka na semaforju. Ne glede na smer te reforme, ne glede na potrebnost te reforme, ne glede na kvaliteto, ne glede na izvedljivost, ne glede na globino. Važno je, da bo na koncu zelena luč. Rdeča nit reformskih ukrepov je, da so v svojem bistvu pogosto nasprotne temu, čemur v svetu pravijo strukturne reforme. Kot sem že rekel, veča se centralna kontrola, če ne od države, pa od nje avtonomnih in neodgovornih agencij. Zmanjšuje se svoboda gospodarskih subjektov, zmanjšuje se odgovornost posameznikov za svojo socialno varnost, veča se obseg regulacije in birokracije, veča se državno prerazporejanje davkoplačevalskega denarja, zakoni uvajajo komplicirane evidence, ukrepi so med seboj neusklajeni, nimajo ustrezne informacijske podpore in podobno. V izhodiščih te zakonodaje so sicer mnogi dobri cilji, praviloma je tudi diagnoza stanja pravilna. S cilji se strinjamo, tudi nekaj ukrepov je dobrih, ampak predlogi so pogosto nejasni, naprimer pri pokojninskem zakonu, preveč zbirokratizirani, recimo pri zakonu o malem delu. Prevečkrat, predvsem Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve napoveduje spremembo nečesa, nekega zakona v dveh korakih, ker prvi korak deli neke bombončke, šele drugi korak pa napoveduje stvari, ki bi jim res lahko rekli reformske. Recimo individualni pokojninski računi, da bi ljudje vedeli, kakšno pokojnino lahko pričakujejo, koliko so prihranili. To ni predmet prvega, ampak nekega drugega koraka pokojninske reforme, ki bo prišel ali pa sploh ne bo. Slovenija v OECD je tretje področje dela te službe. Služba je uspešno zaključila proces pristopnih pogajanj, sicer bila pri tem počasnejša kot Čile in Izrael, ampak le hitrejša kot Rusija. Ni pa resno vzela priporočil OECD, celo tistih, s katerimi se je pred OECD hvalila. Tako naj bi potem OECD pohvalil KAS, za katerega se je pa kasneje izkazalo, da je bil samo fasada za kadrovske odločitve in da je bil uporaben natanko tako dolgo, dokler so se njegovi predlogi pokrivali z interesi vladajoče politike. Veliko so tudi pred OECD-em obetale spremembe pri upravljanju podjetij v javni lasti, praksa pa je bila, da je vlada kršila direktna priporočila OECD, naprimer, da naj bi dividendna politika ne bila v funkciji polnjenja proračuna. Zgodilo se je ravno obratno. Podobno zdaj prihaja do kadrovskih menjav na številnih področjih, tudi v energetiki, in to še preden bi zaživela Agencija za upravljanje kapitalskih naložb države.
Četrto področje, strategija Evrope 2020. Zunanji vtis je bil, da je bila Slovenija pri sprejemanju tega dokumenta razmeroma neopazna. Diskusiji o 3 ključnih vzvodih rasti iz te strategije, premišljena rast, trajnostna rast in vključujoča rast, v okviru priprav reformnih ukrepov vlade ni bilo opaziti. Vlada Barrosove strategije Evropa 2020 ni izkoristila za podporo domačim reformam, morda zato, ker misli, da je Barroso ali pa njegova komisija del neke druge politične opcije, kar je pa neumnost. Koordinacija evropskih zadev, peto področje. Moje mnenje je, da je posebna služba za evropske zadeve ta hip ostanek preteklosti. Če je bila ta služba smiselna med članjevanjem, tudi še med predsedovanjem, bi bil zdaj čas, da bi EU, torej evropske službe in pa resorje, zdaj bolj organsko povezovali, da bi se resorji vključevali v delo Bruslja brez posrednikov. Razvojna in tehnična pomoč. Poleg izvajanja evropske kohezijske politike na domačih tleh bi Slovenija zaradi svojega statusa in dragocenih izkušenj iz časa vstopanja v EU in do sedaj morala biti bolj dejavna na področju jugovzhodne Evrope. Še zadnje področje koordinacija proti kriznih ukrepov. Zdaj, gledano nogometno, bi služba vlade za razvojne evropske zadeve morala igrati v konjiciji napada te slovenske reprezentance oziroma te slovenske vladne ekipe, v konjiciji napada delati za razvoj in zvišanje konkurenčnosti. Zdaj, kot koordinator, citiram, ukrepov za omilitev finančne in gospodarske krize, pa imam občutek, da je služba vlade, da je res obrambni igralec oziroma golman. Kako uspešen je ta golman? Da ne bi šel v lastno oceno, citiram semafor Gospodarske zbornice Slovenije o uspešnosti protikriznih ukrepov, spletno stran sem nazadnje pogledal konec oktobra in pravijo 40 ukrepov, ki so jih oni predlagali. Ne deluje, niso načrtovani ali pa so načrtovani, ampak se ni še nič premaknilo. 20 ukrepov delno deluje, 3 od 63 ukrepov pa delujejo. Torej, toliko o uspehu tega golmana. Zdaj, če sklenem, ko smo po enem letu ocenjevali delo te službe, smo si zastavili vprašanje, ali je gospodarska kriza prva skrb te vlade, ali je pri pozornosti ministrov kriza na prvem mestu. Od odgovora na to vprašanje, tako smo sklepali, je odvisno, ali so ljudje taki vladi pripravljeni slediti v spremembe, ki so nujne. Zdaj, val stavk, napovedi referendumov, splošna volilna apatija kažejo, da je vlada zapravila zaupanje, s katerimi bi ljudi lahko popeljala v pomembnejše spremembe. Svres v teh okoliščinah seveda ni mogel, ne bo mogel voditi neke ambiciozne razvojne politike. Seveda v Sverezu ostaja ekipa zagnanih in strokovnih državnih uradnikov in Svrez lahko v svoji koordinativni in recenzijski vlogi zgolj preprečuje, da bi posamezna ministrstva državo odpeljala predaleč. Zdaj, žalostno je, da pravzaprav to vlogo golmana lahko štejemo za nekakšen uspeh.